Moje ime je Katarina. Eni me poznajo, ne vem, iz socialnih omrežij, eni me poznajo iz rumenih medijev, tako da v bistvu se je kar malo težko predstaviti, no, kaj sem, ampak mislim, da zdaj se me drži ta vzdevek influencerka, travel blogerka, jaz bi rekla nekdo, ki ima neko strast do življenja, ki je en velik pustolovec, to sem jaz. Prva stvar, ki sem jo danes naredila, sem v bistvu rekla Marko, ker sem čutila, da ga ni v posli in sem bila tako kva. Kam je šel? Potem v bistvu perilo, ki sem ga oblekla, prvo, kar mi je prišlo pod roko, nek črn modrc od listce, ne vem, malo reklame. Pa ne vem kva, pa imam odgadke, pojma nimam, ne spomnim se. Po čem dišim? Imam pa v bistvu en parfum Montale Intense Coffee. Delujem v bistvu najbolj intenzivno na eni platformi, in to je Instagram. Pač to je v bistvu tudi moj, da rečem tako, core business oziroma moj kruh. Se probam vključiti v ta TikTok svet, ampak je nekak drugačen princip. Se mi zdi, da mi veliko več časa vzame, kot zdaj trenutno Instagram, če hočem nekaj sproducirati. Tako da se še uvajam. Facebook mislim, da smo že vsi dali malo spat. Tako da ja, to je pol v bistvu to. Moj screen time je res kar ena sramota v bistvu, zaradi tega, ker je zelo visok in je to v povprečju 9 do 10 ur. Čeprav imam zraven sebe še nekoga, ki ima hujšega, to je Marko, tako da se s tem tolažem. Priprava vsebin mi vzame kar nekaj časa, v bistvu tako sprašuje se, kaj lahko še sploh novega ponudiš publiki. Najlažje je, ko greš na potovanje, takrat je vsak kotiček zanimiv, vsak hotel je zanimiv po svoje. Fotografijo jaz zdaj zelo hitro že uredim, tudi se mi zdi, da so tisti časi, ko smo vse overfiltrirali, pa ne vem, Photoshop ali da so mima, in da v bistvu probam zdaj res tako nek minimalni filter, tako da včasih je to lahko tudi samo 5 minut. Probam narediti že v osnovi tako fotografijo, da imam z njo čim manj dela, tako da zdaj to zelo hitro v bistvu že pride, ampak včasih pa tudi 2 uri. Včasih računam toliko, včasih toliko, ampak tako se mi pa zdi, da res v splošnem velja nekih teh 100 evrov na 10 tisoč sledilcev, se pravi, če jih imam jaz zdaj 50, recimo, da jaz za eno sliko bi lahko komot računam pač 500 evrov plus. Zdaj, če pa tukaj dodamo še storije in vse ostalo, so pa te cifre pol še pač višje. Tako da, zdaj se je to kar dosti kompleksna zadeva se je razvila. Včasih smo imeli samo objavo, danes so tukaj storiji, so swipe-upi, je slika za uporabo, je boste mojo sliko uporabljali za oglase. Tako da zelo težko je govoriti tukaj o nekem enotnem znesku, ampak dajva reči tako, da tam pod 550 evrov ne premaknem glih svoje riti. Jaz definitivno nisem najdražja influencerka v Sloveniji, tako da zanima me, kaj ti misliš, kdo je ta pri nas, tako da napiš od spodaj v komentar, ki me res zanima, kaj ti misliš. Ja, moje življenje za Instagramom je veliko Katarine sključene na enemu stolu, z računalnikom, z kuštrana ponavadi, ki srka eno kavo, to je en tak prizor, mogoče, ki je kar en velik del mojega vsak dana. Drugače pa kaj, sej meni se zdi, da tako na storijih pač kar nekako lahko začutiš mogoče mene kot osebo, imam boljše, imam slabše dneve, pač čist sem pisana, kako ne rečem. Ja, midva z Markom se poznava že kar 13-14 let, tako da ne bom rekla, da je bila ljubezen na prvi pogled, ampak verjetno simpatija na prvi pogled. Pač
potem v bistvu so se najine poti skozi nekako križale in sva postala pol nekako prijatelja in iz prijateljstva se je razvila ljubezen, evo. Tako da zdaj sva pač skupaj koliko 2 leti dobri. Velikokrat pa verjamem, da ja, vidite te najine romantične slike, to je ena taka najina specialiteta. Ljudje imajo to radi, zato jim to tudi damo. Mogoče pač v resnici niso tako romantična. Po pravici povedano, najbolj grozna ali pa hate speech, ki sem ga jaz doživela na social networku, je v bistvu na TikToku. Mislim, da je TikTok v tem pogledu precej hujši, kakor je to Instagram, je tako dosti, se mi zdi, kultiviran. Tako da tukaj res nekega hejta na Instagramu jaz iskreno nimam, se najde vsake toliko neko sporočilo, ampak res prava redkost. Tudi jaz tako včasih tudi kar odgovorim, pa zabrusam nazaj. Na TikToku pa kar v bistvu uživam, k tem ljudem kaj napišem nazaj, ker se mi pa zdi, da so pa toliko primitivni, da jih pa toliko hitro utišaš, da mi je kar smešen, v bistvu me kar zabava, ne, tako da, ne vem, Instagram se mi zdi pa kar cool glede tega, no. Vsako negativno sporočilo, ki pride, jaz mislim, da ima vpliv na nas, hočemo nočemo, na nas je, da si pustimo koka, ne, valjda, ko nekaj prebereš, tako te malo trzne, pa še, ko ne veš, da je na drugi strani, ne, ko se ne moreš niti imeti nekega konstruktivne, da rečem, debate, ne, ampak ne spomnim se, da bi me res kakšno tako ful nekaj ziritiral, ne, ker vseeno, jaz sem na medijski sceni prisotna od leta 2007, takrat v bistvu še tega ni bilo, ne, socialnih omrežij v takem razmahu in takrat si pa kaj bral komentarje pod raznimi članki in kaj si lahko naredil, nič, ne, in takrat v bistvu začneš dobivati neko trdo kožo, ne. Tako da, zdaj, da me čisto ne dotakne, bi se zlagala, ampak pač si pa rečem, ok, le Katarina, pust in to je to, ne, rabim par sekund. V bistvu jaz sem bila povabljena v Playboy kot znana Slovenka in imaš takrat v bistvu malo več besede, kako bojo tvoje slike izgledale. Preden sem jaz rekla ja Playboyu, smo se mi usedli dol, smo povedali, pač jaz sem povedala, kaj si jaz želim, oni so bili pripravljeni pač mit nasproti in tako se v bistvu to zgodilo. Tako da moje slike so izjemno skrite, tako prikrito gole, a ne, dol se sploh nič ne vidi, a ne, tudi tako bolje vse neki strani, odaleč, pač tako, ne, take seksi slike. Jaz mislim, da v bistvu te slike so danes mala malica, kar mi vse vidimo na spletu, tako da jaz sem še danes ponosna na te slike in meni so pač ful estetske, tako da res mi ni žal za to, je pa res, da mogoče v nekem trenutku, ko sem jaz mislila, da bi pa jaz rada delala v neki resni korporaciji, firmi, sem pa videla, da me to ovira in sem za trenutek tudi pomislila, kaj mi je bilo tega treba, ampak zdajle, če me vprašaš, pri mojih 35 meni niti malo žal. V kolikih državah sem bila, ne vem čisto natančno, ampak recimo, da je ne 35, tako se nekaj okvirno spomnim. Tako da, kaj mi je bilo najbolj všeč? Sigurno Bali bo imel vedno neko posebno mesto v mojem srcu, to je v bistvu tudi otok, na katerem se je pravzaprav začela ta moja neka potovalna zgodba. Tam sem tudi začela s prvimi sodelovanji s hoteli in Bali je res tak, da ali ti bo všeč, ali te bo pa čist mimo, ne. In mene je nekako potegnil, moraš ga sicer sprejeti, ker je to otok kontrastov. Sigurno potem je tukaj so Maldivi, ki so po mojem enih lepših potovanj, na katerih sva bila skupaj z Markom bila in pač tudi brutalno taka modrina, ko to vidiš, tako, ko si misliš, kao jaz na Maldivih delu, a mi bo dolg čas? Ne bo ti dolg čas, res je toliko lepo, da si, to ti kar čelju zdaj pade. Jaz sem v bistvu delala road trip čez Atlas in tam se voziš v bistvu po nekih vaseh, ki so tako narejeni, ne vem, iz blata, v glavnem ni bencinskih črpalk, to je, da bi se vrnil stoletja nazaj, v glavnem in bilo je v nekem momentu, sem že mislila, da bom ostala brez benzina in je bilo tako kar malo stresno. Tako da ta potovanja, tako kot sem rekla, ne, vedno so tako malo triki lahko, tako da Maroko je bil en tak Marrakeš, recimo full modern, pa tako, ne, imaš vse, pa ko se pa čez druge dele Maroka furaš si pa tako, kje sem jaz? Ja, dobro, sigurno ena najbolj groznih je bila ta izkušnja, ko sem me hotel oropati na Baliju in potem sem pač imela zaradi tega nesrečo, ne, z motorjem, ko dejansko pač sem mislila, da ne vem, bom ostala mogoče invalid, ne vem, v tisti stotinki sekunde.
Napisala sem se v bistvu na pobudo mojega fotra. On je pač vedel, da v teh mojih žurerskih pohodih sem jaz marsikaj videla in doživela. In on je skozi meni govoril, Katarina, ti moraš napisati eno knjigo. In pač v bistvu tam leta 2007-2008 sem jaz napisala prve stranice oziroma strani. In takrat sem rekla pač oči, odej ti to preber najprej, ker v bistvu je tudi v knjigi veliko neke droge, alkohola, seksa, bla bla. Sem rekla, da jaz sploh vidim, kaj bom zdaj rekel. On je mene spodbujal, ampak ni vedel, kaj bom jaz napisala. In zdaj pač oči prebere tiste strani in prav, veš kaj, jaz mislim, da ti tlele imaš nekaj. In potem sem jaz to tudi vzela kot neke vrste žegana, ker valjda mi ni tako, da bi tu zdaj neki njih postavljala v nek nelagoden položaj. Ko sem jaz videla, da je tle zeleno luč, sem rekla, ok, gremo. Ljudje so vse našli v knjigi, definitivno določeni, tako da pač ampak noben ga ni to motil, razen eno osebo. Tako da v bistvu jaz sem dobila res pozitivne odzive čisto od vseh mojih bližnjih in prijateljev in znancev in pač od kogarkoli. V bistvu ena taka hecna je bila, ko je prišla grožnja preko skupnega prijatelja, da če ne vem, me bojo videli bla bla bla, ampak to mi je bilo pač tako smešno, ne. En je poslal enega prijatelja, da poizveduje, tako da pač tako hecan je bilo, no, se niti vseh ne spomnim, ampak tako pač takrat je bilo res smešno, je bilo, kaj vse se je dogajalo pred in po izdaji, no, tako. Tako hecan je bilo v bistvu, ko se je ta šov začel, je Marko rekel, kako pa da naj noben ni povabil nota, veš, pa sem se rekel, ne vem, pač niso, ne, pa tudi, ne vem, vseeno je bila to mogoče tudi neka zelena luč od njega. In potem, ko sem prejela klic od glavne producentke, kjer v bistvu se že kar nekaj let poznava in sva pač skupaj tudi že delali, ko me ona poklicala, sem rekla, lej, čakaj, moram še govoriti z Markotom, ampak načeloma mislim, da se bo dal nekaj zmenta. Tako da odločitev je bila zelo hitra, pač jaz se ne bojim kamer, ne bojim se tudi pokazati sebe, naju, kakorkoli, tako da to je bilo to, potem pa valjda ne računaš na neke benefite, zakaj se izpostavlja. Tako da pri meni vedno malo je še v zadju neka poslovna žilica, zakaj in kako. Hvala, ker ste ostali z mano do konca. Jaz upam, da ste se zabavali. Če ti je video všeč, ne pozabi lajkati, subscribati, komentirati, ker mogoče pa pol pridem še kdaj na džunglo. Kaj sem še? Ta video. Kaj, kva? Veš, podamo podobne vključke. Pogledaj še ta video. To je zdaj blond moment. Ja, ok, ja. Čakaj, to povem, pa pogledam še v to kamero. Ne, pogledaj, ta video. Ne, pa jo vidim na ekranu, boste tako videli. Ta video, to je tu vrlo. Aha, ok. Kaj ta video, ne razumem? Ti vidiš na ekranu.